Zelo pomembno se mi zdi, da pokažemo s tem obeležjem, da se zahvalimo, ker je Kranj zelo konkretno povezan z visokotehnološkimi podjetji. Torej v Kranju imamo nekaj visokotehnoloških podjetij, ki imajo sedež v Kranju, delujejo pa globalno in nekatere od njih so uspele ravno s tehnologijo blockchain, so izjemno uspešne in zato se nam je zdelo primerno, da tudi Kranj na nek način se jim na ta način zahvali in da damo primerno obeležje. Ključno se mi zdi pa tudi to, da so to izbrali občani. Preko socialnega omrežja Facebook so predlagali, kaj bi na tem krožišču naredili in ena od idej je bila obeležje blockchainu in pa kriptovalutam, na kar so se pa na našo srečo še pojavila dva podjetja in ponudila, da to financirajo, kar pomeni, da bo tokrat za davkoplačevalce to brezplačno. Blockchain tehnologija kot tehnologija same je neka industrijska panoga v informacijski industriji, se pravi IT industrija. Same podatkovne verige blokov so pa v bistvu razpršene baze podatkov. To pomeni, da dejansko ta baza skozi čas raste. Njena prednost je to, da je razpršena na tisoče in tisoče računalnikov po svetu, da se jo ne da spreminjati za nazaj, dostopna je pa preko interneta vsakemu, ki bi želel karkoli vpogledati v njo. Treba se je prvo zavedati, da je šele 9. leto naokoli, odkar je prvi blok v blockchain verigi Bitcoina bil zrudarjen. To pomeni, da je zdaj smo v neki fazi, če bi primerjali to z rastjo otroka. Bitcoin in blockchain je danes v adolescenti. Se pravi, do zdaj je bilo vse nekako tako divi zahod, Wild West bi se reklo temu, in zdaj se pa še kažejo tista zanimanja držav, korporativnega okolja, industrija cela se dejansko gradi okoli tega. Blockchain ima prihodnost, ni več samo neka ideja, ki bo kar izginila čez noč. V revoluciji, industrijski revoluciji 4.0 industrija bo poigrala veliko vlogo, predvsem pri tem delu, kjer bomo mogli zagotavljati, da bojo podatki, ki se bojo v tem novem ekosistemu tehnološkem obvladovali, da bojo ostali neoporečni in da bo lahko vsak 100% bil prepričan, da to, kar je na verigi blokov, je resnica. In kaj prinaša ta blockchain še v prihodnosti? Trenutno je prva uporabna stvar pri dejansko blockchain tehnologijah je finančni inštrument. Tako da zdaj z novimi tehnološkimi startupi prihajajo pa nove inovacije. Se pravi, zdaj se z verigo blokov, se pravi neoporečno verigo blokov, poskušajo slediti hrano od začetka do potrošnika. Se pravi, od izvora, od ustvaritve hrane, turizem, finančne inštrumente sem že omenil, razmišlja se o zemljiških knjigah in imutabilnosti teh podatkov. Skratka, praktično ne najdem v tem trenutku ene industrije, na katero ne bi nekako lahko bilo možno umestiti to tehnologijo. Kako pa to, da je to prvo obeležje tej tehnologiji pa Bitcoinom ravno v Kranju, v Sloveniji prvo, da se niso česa podobnega spomnili, lotili že kje drugje? Zgleda, da smo Slovenci imamo ravno pravo mero norosti, da se kakšno takole stvar spomnimo. Osebno sem zelo počaščen, da sem danes tukaj. Mislim, da je Kranj primerna točka, ker imajo veliko inovativnih startupov, podjetij, tudi dom Bitstamp pa je leta 2011 začel funkcionirati in nekako so tudi v končni fazi sofinancirali izgradnjo tega projekta. Če bi bilo načeloma, po moje, ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi vsako drugo križišče posvetilo nekaj podobnega.